Namesto tega brezveznega videoposnetka bi bil tu lahko vaš oglas. Še vedno spremljate Radio Kaos. Ljubljanski župan Zoran Janković se je včeraj odzval na, kot se je izkazalo, prezgodne napoved vlade o uvedbi okoljske takse za vožnjo z avtomobili znotraj obroča ljubljanske obvoznice. Napoved, ki je vzdignila veliko prahu, je bila po županovem mnenju nepremišljena, saj se z mestom o tem ni nihče posvetoval. Dodal je, da mestna oblast že zdaj izvaja ukrepe za zmanjšanje avtomobilskih izpustov. Parkam raj hiše na vsaki vpadnici. Druga stvar, 3 ceste, 6 pasovnic. Računa, da bomo drugo leto začeli graditi Dunajsko. Kar pomeni, da omogočamo, da javni transport LPP teče veliko hitreje po teh, ker bodo pasovi te zadnji 6 pasne, oziroma 3 na levi pa na desni, samo za javni transport. Imeli smo razpis za nabavo avtobusov, ki so zdaj tekli, in smo posebej stimulirali tudi v razpisnih pogojih dodatne točkovanje za tiste avtobuse, ki so ekoprijazni v okolju, da rečem. Četrtič, le računamo, da bo ta povezava Roška-Njegoševa, ki je zdaj v fazi, ne samo še odkupimo zemljišče in začnemo drugo leto graditi, odpeljala del prometa iz mestnega jedra. Poleg tega Janković razmišlja tudi o uvedbi okoljske takse ob vstopu avtomobila v center mesta, vendar pa naj bi voznike v zameno čakal zagotovljen parkirni prostor v eni izmed parkirnih hiš, hkrati pa dodaja, da je seveda načrt izvedljiv šele potem, ko bo v Ljubljani v središču mesta dovolj parkirnih mest. Za Radio Kaos, Aljaž Pengal-Bitenc.